Vzhod. Ja, kdo je bil zadnji? Aha, ej, v redu. Ja, zadnji izločen. Sever. Tako, kdo je bil zadnji? Pa ti stojiš na šotorki, tudi izločen. Ja, ne stopati na šotorko. Ok, potem izločena. Pazi, da ne stopiš gor. Vzhod. Ja, si bil zadnji, izločen. Sever. Stopi si gor. Stopi si gor. Kdo je gor stopil? Ok. Zahod. Oliver, gor si stopil. In Oskar isto, še kar gor stojiš. Ja, izločena. Ok. Jug. Jakob, stopil gor. Lejla. Izločena. Kaj si se predstavljal? Ajde, sever. Kaj bi radi pogledali? Jug. Vzhod. Že je stopil dvakrat gor. Anže je izločen. Ja, izločen zadnji. Zahod. Sever. Aleks, gor si stopil. Ok. Ja, ono je tudi. Vzhod. Ona je tako ostala kao. Ti si zasral smer. Ja, narobe si. Vzhod. Bravo. Jug. Izločena. Sever. Evelin zadnja. Gor stojiš. Gor stojiš, ja. Sever. Zadnja. Izločena. A ne ti. Ne, ti, ona. Ja. Vzhod. Vzhod. Zahod. Jug. Stopil si gor. Maksim, gor si stopil. Ti si pa narobe se postavil. Kje je jug? Ti si tudi izločen. A jaz nisem. Oba sta izločena. A ti noben je zmagal. Vzhod. Aleks, gor si stopil. S prsti. Aleks. Ok. Zahod. V redu. Sara. Sever. Jug. Tijan pa Cameron gor. Ok, Tijan, Cameron. Jug. Vsi ste izločeni. Samo 3 so ostali na mestu. Kar vsi, ki ste skočili, izločeni. Sever. Pa? Lars, gor si stopil. Vzhod. Ja, izločen. Ok, bravo. Jug. Zadnja izločena. Ja. Vzhod. Ja. Zahod. Zahod. Ok, kdo je bil zadnji? Nisem videl. Gremo sever. Izločen. Okay. Sever. Bravo. Vzhod. Zahod. Ja, Oliver. Jug. En je zgubil slab. Kar pober.
Sever. Zahod. To ni v redu. Vidva sta izločena. Ja, obrnjen si stran od šotorke. Vzhod. Sever. Opa. Sever. Jug. Zahod. Sara. Gremo zahod. Vzhod. Kdo je bil zadnji? Evelin. Evelin. Jug. Zahod. Sever. Zadnji. Vzhod. 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 Ja. Sever. Vzhod. Si pa preveč stopil gor. Bravo, zmagal si. Ja, to imate oba, tudi lipovec jih ima, ampak po nečem pa prav prepoznamo. Po listih, ja. Večji kot pri lipovcu so pri lipi, a ne? Torej, lipa ima večje liste in pri lipi ne morete bunčice stisniti z dvema prstama, pri lipovcu pa lahko. In še ena razlika je, ko obrnemo liste naokrog, ima od spodaj lipa bele dlačice, tam, ko so one žilice, a ne? V križiščih, dajmo reči, lipovec pa rjave. A ne? In zdaj, če bi dobili mi en list dol nekako, pač pa naredite na palce, vrši, skratimo lipa, ja? Mene gre kar nekaj na glavo vrgom. Da sem čutil. Te lahko kličem iz Bober. Lahko te jaz kličem Kruška. Se lahko bom jabolko. Dele se bo te vrtelke vrtavke klele dol po klancu. A te lahko kličem Debluš, pa te lahko kličem Debluš. Jaz te lahko kličem pomaranča. Te lahko kličem Bober. Te lahko kličem. Prav, če ima bele dlačice tukaj na križiščih, tako kosmati listi pridejo, pa užitni so, a ne? Lipa, listi, Gleda mi je dal. meni so najboljši, najmehkejši, za solato fantastični, okusni, potem bi rekel, da so bukovi listi, a ne? Leska. Kaj ima leska gor običajno? Lešnike. Ima tako. Tukaj so žabe. Učitelj, Ja? tam so žabe. A bomo šli pogledat? Ja, poglej.
pogledamo. To so žabe. Pogledamo se. Mogoče bomo šli pogledat za nazaj. Tukaj več kot vidiš, Jelena. To je ogromen god. Hey, what's wrong with you? Ja, jih boste nabrali. Ajde, začnite nabirati, če bo polno flašo podpremo. Pa kar pusti odprto. Bo še kdo poskusil? Probajte to zgori. Kar ti? Jaz sem že, mene je zdaj že 3-krat upekla. Tam nekako Si jo stisnil, ne jo stiskat. Nežno, nežno. Ja, jaz sem stisnil. Ja, kaj pa stiskaš? A si mene videl stiskat, lej. Samo nežno greš, tudi ena pikica me ni pičila. A ne? In kaj še? Pri koprivi vedno gremo od spodaj, a ne? In jemo te male, mlade liste, a ne? Zdaj so najboljši, ko so res mladi. A ne? Ga odtrgam, ga date v takole med prste, ga zvijete v tako bunkico. Zakaj? Zato, da se ne spečete v jezik. In kar surovo pojesti. Tako bunkica, vidimo. Malo lepše narediti. Damo bunkico, pomečkate in sveže pojeste. Sveže mlade liste lahko jeste takoj. Lahko skuhate kot špinačo. Lahko pa tudi cvetove opečete na žerjavico, se pravi date takole koprivo liste dol in samo te cvetove popečete na žerjavico v parih sekundah, prej kot 10 sekundah so pečeni in imajo okus po kokicah. Po kokicah ima okus pol, ko jeste. Ok, tako da veste, da kopriva je lahko zelo uporabna, dobra in zelo primerna za izdelavo vrvi, kar bomo pa jutri zjutraj delali. A prav? Jutri imamo vozle pa izdelavo vrvi, tako da boste tudi vi morali vrv splesti, ne? In bomo pokazali iz koprive, kako se naredi. Tako da, velja? A je kakšno vprašanje še? Ne. Drugače poznamo pa tudi mrtvo koprivo, ki je pa tukaj zraven. Ta pa sploh ne peče, a ne? A si da upa poskusiti list? Jaz! Evo. Bo, najmanjši so najboljši tele, čisto manjši vzem, lej. Te večji so že bolj grenki. Ne, ki ne bom pojedel, sem mislil, da to bom. Kaj da? Kaj je bilo? Si na koprivo stopil? Ja, pa ti pazi, si sem ti jih pokazal. No, kdo bo še poskusil? Ta nič ne peče, okej? To lahko mečkaš, ni panike. Grenka malo? Je kar, ne? Ja, če veliko vzameš, če ti ni prijeten okus, kar izpluni, drugače pa tudi listi so užitni. Še boljši so cvetovi, ker so pa sladki. Taki rumeni pride, ali pa oni vijolični. Tako? Ja. Kakšno vprašanje? Aha, trpotec, poslušaj me zdaj dobro. Večkrat sem videl, da se recimo urezala, ne, v praprot ali pa kaj tazga, pa se oprasneš, ne? Kaj naredimo s takim listom? Okoli si ga zaviješ. Opereš ga, ker če na poti je ponovadi prašen, oziroma umazan, ga operemo in ga potem takole zmečkamo, ga zložimo in ga zmečkamo v eno bunkico in ga takole zavijemo, da iz njega preteče sok, kapljica. Evo, tako da je prije pol čist mokara, ne, ta list. Ga razpremo. In si ga daš na rano. In si ga daš potem na rano, ja, tako. Evo, zdaj sem hočel pokazati, kako je zdaj mokar, noter na sredini, veš, ko sem ga stisnil, čeprav je suša, a ne? Tako. Evo, ga damo gor na rano, recimo, da sem se tlele odkresnil, a ne? Povijem takole, ali pa kakšno bilko trave še vzamete, povijete in nosite 10-15 minut in potem, ko se kriza ustavi, a ne, lahko že
vržete dol. Ok? Velja, gremo naprej. Kleni Pazi, ko pride. Samo zobe daš in Če je sneg, ga poiščemo pod snegom. Pa če prestopno leta. Na tem, kaj smo jedli takrat, ko smo bili po 3 tedne gor, ne? To je 21 dni, poleti pa še en teden po zimi. Kaj se spomnimo, kaj smo rekli? Rake, ja. Kobilce. Ribe. Ja. Katere? Koprivine liste, kislico poznate? Regrat, tako je. Vodno krešavno, ko potoko raste, poznate mogoče? Ne, zdaj ni. Drugače pa tako, delali smo kruh iz semen trav, torej vsa semena trav so užitna, a ne? Najlažje jih naberete tako, da se malo poigrate, tako kot smo se včasih tako peteli na kura in ena oseba lahko v eni uri nabere 1 kilogram semen. Kaj s temi semeni pol naredimo? Damo jih v košaro, zraven dodamo vroče kamne, da se osušijo. Vroče kamne dobimo iz kje? Iz ognja. Z 2 palčkama prenesemo v košaro. Če je nimate, jo naredite. Jo znate? Košaro narediti? A bi šlo? A veš, kako narediš? Sej, ampak a veste kako? Ja. Kako? Narediš tako iz unega lista, pol pa zaviješ z neko lijano okrog. Si videl danes specialca, kako je delal? Ja. Ja, ni tako enostavno, ne? Jaz vam bom jutri mogoče, če bo čas, spomnite me prosim, da vam pokaže, kako se naredi košaro zelo na hitro. Kdo ima nož tukaj? Boš dal? A se ti imaš ugata manjšega, ne? A? Dobro. Prav tako se torej moka dela iz socvetij, iz teh kačic, ki visijo dol iz leske spomladi, pa iz breze. Oni cvetovi, a veste, kaj visijo dol, oni kačice. Jaz jih kar kačice rečem. Tako, pol, ko so zrele, so rjave, prej so pa take rumene, ne? No in tisto enako, če so sveže, jih moramo osušiti, če so pa že suhe, hvala Bogu, imamo pa manj dela, jih pa samo zmeljamo in dodamo samo še orlovo praprot, katero pa zdaj tale hip nimamo tukaj na razpolago, kar vidim. To je ona visoka praprot, vse bomo videli, vam bom pokazal. Ono, ko ste včeraj jevali za kamuflažo. To je edina praprot, ki je zelo, zelo visoka. Tukaj ni nobene videti. Ima črne korenine, ki so užitne in tisto korenino spulimo, jo očistimo, jo stolčemo in namočimo v vodo, da izloči škrop. Škrop je taka, bi rekel, kaj eno vezivo, kaj eno lepilo. Ne znate škrop, krompir ima škropa, ne? Mlajši ne vem, kako poznate, ampak veste, kaj je škrop. Sladkor. Kako? Nekako sladkor. Ni sladkor. Glukoza, ki se shranjuje v Skratka, in zelene. tako, kaj je neko lepilo, a veste, kaj zmešate moka pa voda, recimo. Rekli smo, da iz teh
semen ali pa iz teh kačic, ko dobimo moko in dodamo vodo, v katero smo dodali korenine orlove praproti in potem iz te moke, torej dodajamo to škrobno vodo tej moki in toliko časa dodajamo vodo, dokler ne dobimo take mase, ki se lepi skupaj in naredimo polpet ali pa pleskavico. In to pleskavico posušimo ob ognju, nikoli da gor na kakšno rešetko ali pa karkoli tako kot zrezek, na žar. Tega ne delati, ker vam bo vse zgorelo. To se da ob ogenj na kamen, se popeče z ene strani, se obrne okrog še z druge in potem to poješ. To je zelo za nič. Ne. Namreč, zakaj za nič? Zato, ker smo malo pozabili, kako izgledajo okusi iz narave. Zakaj? Zaradi Coca-Cole, Sprita in teh ostalih sladkornih pijač, če hočete, ali pa hrane tudi, McDonald's in tako naprej. Tako da nam je vse, kar je iz narave, že ogabno, ali pa gnusno, ali pa ne vem, kaj slišimo vse živo. Pa je samo grenko, kakšen okus se poznate v naravi? Grenko, kislo pa sladko. Tako. Pa še kaj neutralnega mogoče, nekaj, kaj nima. Tako, pa pekoče kaj mogoče, ja, seveda. Čili pa tako. Kislo. Kislo smo rekli. Ja. Kaj je sladko? Kaj najdemo sladkega? Od divje hrane? Borovnice, robide, ribes. Jagode, ja. Koren. Divje jabolka, ajde. Koren. Divji koren. Ja. Brusnica. Kako? Brusnica, jih pa ni jih največ pri nas, ampak ja. Limona. Ki je v Grčiji ali pa na Hrvaškem, na kakšnem otoku. Smo rekli, ja. Še kaj? Jagoda. Jagode smo rekli. Tako vino smolkate. Dobro. Kaj je še sladkega, smo rekli, kakšni cvetovi znajo biti sladki, a ne? Naprimer mrtve koprive, a ne, tole vidim eno rastlinco, ki ima take čašaste cvetove. Se pravi, vsaka rastlinca, ki ima tak čašast cvet, ta je zelo majhna, vidite? Ki je tako kot ena čaša, kot en kozarc, odprt. Vsi ti cvetovi so užitni. Tudi če rastline ne poznate, če ima tak cvet, je cvet užiten. Ok? Jih lahko pojeste. Ni problema. To je pa detelja, to pa ni čaša s cvet. Je tako? Nima čaše, nima... So čebele naše, ki so hodijo pit vodo samo v potok. Pametne. In seveda sveže sledi srnjadi. Tako je mehko, se najbolj švit. Evo jih. In potoček. Tole pa od kune. Prav krempelce ima je zvera, Se pa nekaj razkopano, ne vidim dobro. Še malo? A bo toliko dovolj? Pelovle od močke, od mačkov. Veš, da se ne vidi krempelcev, čeprav jih ima, ampak jih ne uporablja, ko ne lovi, isto kot pa risu. Tle je dejansko prehod, ko žival hod pit, viš, kako je umazano, ko šprica vse po vrstline. Tle grejo pa gor, Tako, tle je spod, iz vrha dol,
Pa tle not v kanal sigurno, lej pa tam je zbrazdana voda, se pravi blažval pred kratkim tukaj, vidiš? Vidiš? Kaj je kalna voda. In seveda, kot tudi rastline zelo bujno rastejo okrog takih izvirov, kot je ta. Evo ga. Studenček, potoček, karkoli že je.